Tako so nas pozdravili stanovalci v bivalni enoti Vižmarje, centra Dolfke Boštjančič. Takšno stanovanjsko enoto bi ob dolgo pričakovanem novem centru na Debelem Rtiču lahko imeli tudi kje na obali. Saj novi center že ob odprtju ne bo pokril vseh sedanjih potreb. Bo verjetno mest premalo, 24 mest, kolikor se jih predvideva na Debelem Rtiču, sigurno ne bo zadostilo potrebam. Teh je po analizi pred mesecem dni kar 70, tako da bo potrebno iskati še druge rešitve. Želeli bi, da so te druge rešitve take, da se vključujejo v stanovanja, ki so sicer namenjena invalidom. V stanovanjski enoti na Vižmarjih živi 19 oseb, z njimi pa še strokovno osebje, ki jim skuša omogočiti čim bolj samostojno življenje. Tako lahko nekateri vrtnarijo, drugi prepevajo, tretji pa si pripravijo malico. Nekateri se vključijo tudi v varstveno-delovni center. Podobno bi potekalo življenje teh oseb tudi na obali. Mi mislimo, da se bojo vključili v varstveno-delovni center ali že tisti, ki je obstoječ, ali morda kakšen, ki se bo na novo odprl. Predvsem bi želeli, da se vključijo tudi v običajne zaposlitve. Sami imamo izkušnjo z gostilno v Ljubljani, zakaj ne bi bila še takšna v Kopru. V centru na Igu, veliko manjša enota naj bi do konca drugega leta le zrasla na obali, so se v vseh 30 letih prilagajali potrebam svojih uporabnikov, obenem pa iskali tudi vedno nove možnosti. Tako otrokom z zdravstvenimi težavami ponujajo tudi blagodejno terapijo s psi. Spet drugim, ki niso gibalno ovirani, prav nobene težave ne predstavlja stik z živalmi, na primer s konji. Tako lahko v pokriti maneži z učiteljem jahanja in terapevtom spoznavajo konje, pa ne le to, učijo se lahko veščin jahanja. Nepogrešljiv stik z naravo in rastlinami lahko otroci in mladostniki dobijo v pravem rastlinjaku, kjer najprej vzgajajo rastline, nato pa še na vrtu. Celo čebelnjak in pridobivanje medu je del njihovega vsakdana. Center na Igu tako ni le šola, čeprav se seveda tudi učijo, za mnoge je to tudi drugi dom. Pedagoški programi potekajo tako v razredu kot na prostem in na delavnicah, tudi za odrasle v okviru programa Sova. Mi želimo skozi izkušnje, ki jih imamo v teh 30 letih, njih v času šolanja usposobiti za čim več različnih aktivnosti. Te različne aktivnosti jih delajo tudi čim bolj samostojne in jim nudijo možnost vključevanja v družbo in vključevanja v različne oblike zaposlitve. Za otroke in mladostnike pa želimo spodbuditi čim bolj njihov razvoj, da bodo potem kasneje lahko čim bolj aktivni. Na Debelem Rtiču bodo v novo zgrajenem centru lahko sprejeli 24 odraslih, ki so že zaključili šolski program. Druga skupina pa bo 15 otrok in mladostnikov, ki se bodo šolali po posebnem programu, obenem pa bodo imeli še spremljajoče terapije. Za otroke in mladostnike bomo predvsem poskrbeli za tiste, kjer zdaj ni primerne obravnave na območju slovenske obale in so prisiljeni se vključiti v druge domove, drugje po Sloveniji. Po drugi strani pa bomo poskrbeli tudi za tiste, ki so se šolali v drugih krajih in se bodo zdaj vrnili v bivalno skupino na Debeli Rtič. Kar je več kot 14-letna želja staršev, ki si vsaj toliko let že prizadevajo tudi za gradnjo centra na Debelem Rtiču. Naši gojenci pa so nekateri doma in kot vidite sami, poznate zadevo, jih vozjakamo vse posod po celi državi in ta status še danes, po tolikih letih, 15 letih borbe, ni urejen. Prizadevanja staršev pa se tu ne končajo, saj gredo tudi v smeri vseživljenjske skrbi za njihove otroke, ki pa bi morala biti sistemsko urejena. Ker zdaj smo prepuščeni sami sebi. Mi nimamo otroške psihiatrije, nimamo zagovornika, nimamo družinskega terapeuta. Smo sami, vsak išče neko po svoje. Starajo se starši, starajo se tudi njihovi otroci. Naša najstarejša stanovalka je stara 90 let in še kar 3 so starejše čez 80. Tako da je potrebno sistematično urediti skrb za odrasle v celi Sloveniji. Mi bi želeli, da po naših izkušnjah dobro sodelujejo z okoljem, odkoder so.
in nuditi podporo družinam, da starši vedo, s kom se bo družil, kako bo živel. Pri 7 letih gre lahko otrok v šolo, mora. Potem pri 18 se neko šolanje konča, pa postane polnoleten, pa dobimo odločbo o starševskih pravicah in tako dalje. Pri 26 še se podaljša v bistvu šolanje. Ja ne vem, kam spada zdaj Tadej, bo imel 27 let, verjetno med starostnik ali pa je ozdravel. Porajajo se tako vedno nova vprašanja, na katera pa starši ne dobijo zadovoljivih odgovorov. Za začetek bo spodbudno vsaj to, da bodo imeli otroke namesto po vsej Sloveniji vsaj bliže domu. Odgovore na druga vprašanja pa bodo pri pristojnih še naprej iskali.